Danes v Pomurskem dnevniku. Podelitev UNESCO-vih certifikatov. Mnenja ljudi o Evropski uniji. Prihaja zlata lisica. Vinjen in brez izpita na cesto. Vreme jutri bo pretežno oblačno. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. Svoj zaključek je v Veliki Polani dobila zgodba biosfernega območja Mura v UNESCO-vem programu Človek in biosfera. Certifikate so osebno prejeli župani 16 občin, ki so sodelovali v projektu in tako pokazale ter dokazale, da se sodelovanjem več doseže kot s tekmovanjem. V Veliki Polani se je včeraj odvila podelitev UNESCO map certifikatov županom in županjem občin novo ustanovljenega biosfernega območja Mura. Pridobitve so bile najbolj vesele občine, koordinatorka je bila občina Velika Polana. Sama nominacija oziroma uspešna nominacija pomeni tudi mednarodno oziroma svetovno razpoznavnost v okviru UNESCO. Prepričan sem, da bomo to znali tudi izkoristiti na eni strani, tako za sonaravni, trajnostni razvoj na področju turizma, povezavi z kmetijstvom in tudi drugim. Po drugi strani pa sem prepričan, da bomo znali tudi skupaj osmisliti in zasnovati ter tudi na koncu izvesti projekte, ki bodo dobri tako za naravo, kot tudi za ljudi, ki živimo v morskem prostoru. Certifikat ni le pomemben za lokalne skupnosti, temveč tudi za državo in cel svet. V tem biosfernem območju sodeluje 16 občin. Kaj je pa pomembno od tega območja, je pa to, da je to prvi biosferno območje na svetu, ki povezuje 5 držav. Mi kot Ministrstvo za okolje in prostor bomo podpirali občine, da to področje razvijajo naprej. Jaz sem prepričan, da na tak način lahko tudi teh 16 občin najde dodatne dejavnosti v turizmu, v kulinariki, v kulturi in bi se jim rad zahvalil tudi strani našega ministrstva, da so pristopili k tej akciji in da so bili na koncu zelo uspešni. Občine ne bodo počivale na lovorikah. Ja, trenutno sta dva projekta v izvajanju. En je projekt KOP MDD, kjer je sodelovanje v tem pedeželnem prostoru, v okviru katerega bo nastala rečna šola in pa akcijski načrt vezan na renaturacijo in interpretacijo naravne in kulturne dediščine in tudi z sistemi vodenja, kar bi se naj dogajalo v večjih pomorskih občinah in zato računamo, da bomo tudi pridobili kohezijska sredstva. Po drugi strani je to izgradnja murske kolesarske poti in pa projekt Amazon of Europe Bike Trail, ki bo našo mursko kolesarsko pot navezoval na tudi ostale države, vključno z rezervacijskim sistemom in promocijskimi sredstvi. In pa tudi v bistvu prepričan sem, da bomo tudi za program LIFE in pa druge programe Evropske unije znali skupaj pripraviti po različnih področjih projekte, ki bodo uspešni tako na pridobivanju sredstev in tudi kasneje uspešno izvedeni. Države, ki jih to območje povezuje, pa so Avstrija, Madžarska, Hrvaška, Srbija in Slovenija. Kakšno je naše mnenje o Evropski uniji? Kaj od Unije pričakujemo? V luči prihajajočih evropskih volitev smo se sprehodili po mestnih ulicah in mimoidoči in zastavili omenjeni vprašanji. V studiu se mi je ponovno pridružil poznavalec evropskih vsebin Dejan Bogdan, ki bo pokomentiral mnenja mimoidočih. Dejan, lepo pozdravljen. Pozdravljen. Za uvod predlagam, da si kar pogledava prvo mnenje. Urediti bi se moglo za ta mlade zaposlitve, ker jih je ogromno, gre ven, jaz imam 3 vnuka, ki so učili. Kaj pa od šolali in da dobijo poklica, so prek 30 let stari, kaj čejo. Ne morejo si ustvariti družine, nič. Dejan, sva videla zelo iskren odziv. Ja, v bistvu gospa je izpostavila eno izmed najbolj akutnih problematik na ravni Evropske unije. Dejstvo, da je veliko posameznikov takšnih, da v domačem okolju ne morejo najti dela in so s tem prisiljeni zapustiti svojo državo oziroma se zaposliti v kateri izmed drugih držav članic Evropske unije, ima za posledico, da so določene države oziroma regije Evropske unije pred kar velikim demografskim izzivom. Mi pogosto govorimo o migracijah v smislu begunske migrantske krize, pozabljamo pa tudi, da imamo drugo vrsto problematike oziroma da bo potrebno poskrbeti tudi za regije, ne vem, v Romuniji, Latviji, konec koncev na Hrvaškem, mogoče kdaj tudi v Sloveniji, ki pa se soočajo s primanjkljajem delovno aktivnega prebivalstva.
Zdaj, kakšna je rešitev? Zagotovo je na nas, državljanke in državljanov in tudi državljani in pa tudi mediji imate odgovornost, da odločevalce zdaj ravno v tem predvolilnem obdobju opozorite na to problematiko, da se z njo soočijo, da se o tej temi začnemo tudi odkrito pogovarjati. Je pa pomembno, da ima ne samo Evropska unija, ampak da ima lokalno in pa nacionalno okolje neko svojo vizijo, neke svoje cilje. Če bomo imeli, ne vem, kot regija jasno oblikovano vizijo, jasno postavljene cilje na gospodarskem področju, potem bo tudi prihodnost za osebe, ki mogoče danes razmišljajo o odhodu, boljša oziroma bodo razmislili, da ostanejo v domačem okolju. Bi pa želel opozoriti, da vsekakor Evropska unija tistim, ki želijo zapustiti svoje okolje oziroma imajo res neko iskreno željo, da bi delali v tujini, to tudi omogoča. Žalostno pa je, da je vedno več ljudi prisiljenih v to odločitev. Potem si dajva zdaj pogledati še to drugo mnenje. Mislim, da Slovenija je tako mala, da ne more razviti vseh svojih potencialov v tej majhnosti in le v okviru Evropa se lahko najdemo svoj razvoj naprej. Tukaj so videla sedaj eno, lahko bi rekla, tako pravo evropsko razmišljanje. Ja, mislim, gospod je odprl eno pomembno evropsko perspektivo in sicer govorijo tudi o nekem pozitivnem smislu, o pozitivnih učinkih za gospodarstvo. Vsekakor je tu potrebno izpostaviti enotni trg, recimo za države kot je Slovenija, ki so relativno majhne, je zagotovo velika prednost, da lahko sodelujejo oziroma konkurirajo na več 100 milijonskem trgu s svojimi produkti in pa storitvami. Prav tako pa je izpostavil eno pomembno zadevo, o kateri se je tudi potrebno pogovoriti, o tem, na katerih področjih lahko kot Evropska unija kot celota deluje učinkoviteje kot recimo, ne vem, države članice posamezno. Tudi večje države članice, kot so recimo, ne vem, Nemčija, nekatere svoje interese lažje uveljavljajo, če za njimi stoji Evropska unija. Je pa, ker smo ravno leta 2019, 1. maja, bomo obeležili 15. obletnico vstopa Slovenije v Evropsko unijo, sledile bodo tudi evropske volitve. Spomnim se nazaj, bil je pogosto prisoten razmislek, čez noč se bo vse izboljšalo. Zdaj smo člani Evropske unije in vse bo boljše. To je, bom rekel, relativno naivno razmišljanje. Je pa res, da Evropska unija ponuja zelo, zelo dober okvir, da lahko vsaka država izkoristi svoj potencial, ampak mora vedeti, kako izkoristiti priložnosti, sploh katere so priložnosti, ki jih Evropska unija ponuja in tako lahko tudi vsaka država prosperira. Dejan, hvala za ta tvoj komentar. Hvala za vabilo. Vas, drage gledalke in gledalci, pa vabim k vpisu na spletno platformo tokratgremvolit.eu, s pomočjo katere boste obveščeni o pomembnih informacijah povezanih z evropskimi volitvami. Prihodnji teden bo na mariborskem Pohorju potekala že 55. Zlata lisica. Za veselje navijačev je poskrbela Ilka Štuhec, ki je včeraj popoldne potrdila, da bo nastopila na domači tekmi za svetovni pokal za Zlato lisico v veleslalomu. Zadovoljni pa so tudi organizatorji. Poglejmo si izjavo. Težko bi rekel v številkah, ampak moram reči, da na drugi strani smo mi kot organizatorji zelo, zelo veseli, da se je to odločila in da na nek način jo bomo lahko pozdravili v Mariboru in čestitali za vse to, kar je do sedaj naredila in seveda, da je damo eno popotnico za svetovno prvenstvo. Za spremembo letos tekma že v petek. Zakaj ta sprememba? Sprememba je ravno nastala zaradi svetovnega prvenstva v Åreju na Švedskem. Namreč tekmovalke imajo dan odhoda, da tako rečem, planiranega za nedeljo. Petek potem bo struktura obiskovalcev kaj drugačna kot sicer? Zagotovo, to je delovni dan, več bo šolarjev, dijakov, delamo v tej smeri, da čim več jih privabimo pod Pohorje. Koliko obiskovalcev pričakujete tukaj na Snežnem stadionu in koliko gledalcev pred malimi ekrani po vsem svetu? Že standardno je, da pričakujemo v obeh dneh tekmovanja tam do 20.000 gledalcev. Je pa res, da na drugi strani smo vezani na TV prenose po svetu. Če se približamo vsaj milijonu, bomo na vrhu gledanosti nekega športnega dogodka. Finančni urad Republike Slovenije je pripravil zaposlenim državljanom prijazno aplikacijo, s pomočjo katere bodo ti lahko preverjali plačane prispevke strani delodajalcev. Če si boste na svoje mobilne telefone naložili brezplačno aplikacijo e-davki in vam delodajalec v preteklem mesecu dni obračunal
in ali plačal prispevkov za socialno varnost, boste o tem na svoj telefon dobili obvestilo. Obvestilo boste prejeli tudi, če bo aplikacija zaprta. S Fursa vas bodo o tem obveščali samoiniciativno, kot pravijo. Na ta način vam zagotavljajo brezskrbnost v zvezi s plačanimi ali neplačanimi prispevki. Ukolikor boste prejeli obvestilo o neplačani obveznosti, Furs obljublja, da bo glede tega še vedno postopal s svojimi pristojnostmi in bo delodajalca takoj pozval k predložitvi obračuna, ob neplačilu pa začel postopek davčne izvršbe. Aplikacija ima še 30 uporabnih funkcionalnosti. Na Fursu izpostavljajo še personalizirani koledarček, preko katerega boste lahko med drugim prejeli obvestilo o izteku roka plačila določenega davka, vnesete pa lahko še svoje konkretne obveznosti in pravice. Z aplikacijo naj bi bilo poslovanje s Fursom enostavnejše, izognili pa se boste tudi negotovosti glede opravljanja dolžnosti vašega delodajalca. Voznik se je močno vinjen in brez izpita odpravil na cesto, a daleč ni prišel. Ustavili so ga namreč policisti. Kot so zapisali v policijski upravi Murska Sobota, so soboški policisti včeraj malo po 10. uri v Murski Soboti ustavili 41-letnega voznika. Pri vozniku, ki je bil brez veljavnega vozniškega in prometnega dovoljenja, je rezultat preizkusa alkoholiziranosti pokazal, da je vozil z več kot 3 promili alkohola v krvi. Ob tem dodajajo, da je bilo vozilo zaseženo, zoper voznika pa sledi obdolžilni predlog. Policisti voznike pozivajo, da ravnajo odgovorno in za volan sedejo le trezni. Če bodo uživali alkoholne pijače, naj se ne odločajo za vožnjo v cestnem prometu. Vozilo naj vozi oseba, ki ni uživala alkoholnih pijač, ali pa naj se odločijo za uporabo javnih prevoznih sredstev. Na Sobota Info poročajo o tem, da Šilak nima denarja za plače delavcem, ima pa ga zato, da si opere ime v javnosti. Več o tem na sobotainfo.com, mi pa si poglejmo še kratke novice. Jutri bo v zahodni Sloveniji delno jasno, drugod pretežno oblačno. Predvsem v vzhodnih krajih bo občasno še naletaval sneg. Več o vremenu pa v vremenski napovedi. Danes smo imeli oblačen dan, ki je prinesel tudi novo snežno pošiljko. Opoldne ste v Krajinskem parku Goričko namerili -4, v Radencih, Murski Soboti in Lendavi pa -3 stopinje Celzija. Jutri bo v zahodni Sloveniji delno jasno, drugod pretežno oblačno. Predvsem v vzhodnih krajih bo občasno še naletaval sneg. Na Štajerskem in v Prekmurju bo pihal severni do severovzhodni veter, burja na Primorskem se bo spet ukrepila. Najnižje jutranje temperature bodo v severovzhodni Sloveniji, v Murski Soboti in Mariboru okoli -3, dnevne pa okoli 1 stopinje Celzija. V petek bo na vzhodu pretežno oblačno, drugod delno jasno. Ponekod bo pihal severni veter, na Primorskem zmerna burja. V soboto bo po večini sončno z občasno zmerno oblačnostjo, veter bo oslabel. Temperature v naših krajih se bodo zjutraj gibale od -8 do -3, čez dan pa od 1 do 7 stopinj Celzija. Toliko smo vam pripravili v današnjem Pomurskem dnevniku. Za več informacij obiščite našo spletno stran. Bodite v naši družbi in nasvidenje do prihodnjič.